Beletrina v živo. Dober večer. Danes bomo govorili o knjigi Moč misli, monografiji izjemno znanega italijanskega filozofa Giorgia Agambena, ki je pri založbi Beletrina izšla v prevodu Vere Troha. Delo bo predstavil recenzent, filozof Znanstveno-raziskovalnega centra Akademije znanosti in umetnosti Peter Klepec. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Torej, Agamben je eden bolj citiranih in v bistvu eden najbolj vplivnih sodobnih filozofov. Zakaj? Verjetno je razlog v tem, da je zelo provokativen filozof, ki pač ima nekaj izčiščena, jasna stališča. Dejstvo je pa tudi, da zelo veliko objavlja. Objavlja po nekaj knjig na leto. Ko pomislimo na Agambena, sta prvi asociaciji politična filozofija in besedna zveza, mimo katere, ko govorimo o Agambenu, ne moremo, homo sacer. Kdo ali kaj je homo sacer? Homo sacer je pravzaprav izraz, ki ga Agamben da celotnemu svojemu nekemu opusu, ki je pred 6 leti išel integralno. Prvič pa je išel tudi pri Beletrini, išel ta prevod, leta 1995 v izvirniku. Leta 2004 je išel prevod. Prevod, ja, izvirnik pa 1995 leta. In naslov je bil preprosto homo sacer. Homo sacer je pač nekdo v rimskem pravu, ki ga je dovoljeno nekaznovano ubiti in ki ga na nek način ne moremo žrtvovati. To je pač nekaj, kar izhaja iz opredelitve samega življenja in tukaj se pač Agamben na nek način opre tudi na grško filozofijo, recimo pri Aristotelu, kako Aristotel loči neko vegetativno življenje od pač vsega ostalega življenja in kako pravzaprav njegova definicija življenja, ki Aristotel nikoli v resnici ne poda, temelji na tej izključitvi tistega, kar je zgolj rastlina, človek rastlina. Se pravi, homo sacer ima po Agambenu samo golo življenje, ki pa ni sveto, ni tisto, ki ga je mogoče žrtvovati. Na kratko, homo sacer je nekdo, ki ga lahko oblast, kot praviš, nekaznovano ubije. Agamben to precej aplicira tudi na neke probleme polpretekle zgodovine ali sodobnosti. Kaj bi izpostavil? Najprej bi mogoče izpostavil to, da smo vsi potencialno pač homo sacer. Vsakdo izmed nas se lahko znajde v tem sivi nedoločeni coni in to se je v zgodovini tudi že dogajalo. Opozoril bi na koncentracijsko taborišče, ki se mu Agamben tudi v tem opusu zelo velikokrat pač posveti. In opozoril bi na sodoben čas, se pravi zadnji 2 desetletji, ko imamo čas opravka z vojno proti terorizmu, ki je izpostavila recimo en ta status teh ljudi, ki stanijo nekje vmes, v nekem limbu. Recimo zaporniki v Guantanamu, recimo način sodobnega vojaškega delovanja zdaj že z droni, ki pač usmrtijo tiste, ki so tarče. Je pa to nekaj, kar pač vojaško pravo, Ženevska konvencija ali pa civilno pravo na nek način ne regulira. To ostaja znotraj te sive cone. V Agambenov projekt Homo sacer sicer spada 9 knjig, pred nekaj leti jih je izdala ameriška založba Stanford. Tale monografija, ki jo pa danes predstavljamo, Moč misli, pa prinaša Agambenove spise in konferenčne prispevke, ki so nastali, preden se je začel ukvarjati s tem svojim zelo znanim projektom Homo sacer. Nastali so v 80. in 90. letih 20. stoletja ti teksti, besedila, ki so objavljena v monografiji Moč misli. Kaj dejansko dobivamo v branje? V branje dobivamo enega takega žlahtnega Agambena. Agamben je nekdo, ki je izredno razgledan tudi za enega eminentnega filozofa, nekdo, ki se spozna na vse glavne in stranske figure sodobne filozofije in tudi, kaj jaz vem, recimo srednjeveške filozofije, antične filozofije in tako naprej. Zanimivo je, da pač to delo odpira nekaj, kar je dolga stoletja zelo burlo domišljijo, se pravi Platonovo 7. pismo, ki naj bi bila neka zapuščina, v katerem domnevno Platon pač
izpostavi tisto, za kar mu v resnici gre. Ne? In dolga stoletja so pravzaprav debatirali o tem, a obstaja Platon za navadne množice ali pa navadno rajo in za posvečence. Ne? In tisto, kar Agamben naredi, to se mi zdi tako tipično, na nek način dekonstruira vse skupaj. Ne? Pokaže, kako pravzaprav to 7. pismo ni nekaj, kar bi temeljilo na neki mistiki in zaostri zadeve. Ne? Zaostri zadeve do te točke, kjer obrne naše spontano razumevanje. Ne? Če je na nek način Platon tisti, ki velja z eno nogo pač utemeljen v mistiki, zdaj Agamben recimo Aristotela razglasi za nekoga takega. Ne? Se pravi, če kje pravi na nekem mestu, ne, potem je Aristotel tisti, ki pravzaprav vodi v mistiko. No. Skratka, gre za spise, ki na nek način so razdeljeni na 3 sklope in v slovenskem prevodu imamo pač to varianto, kjer so 3 sklopi. Jezik, zgodovina in zmožnost. Tako, medtem ko recimo v nekih drugih jezikih imamo pa še 4. sklop, ne, ki se imenuje kontingenca, tisto, kar je bilo izključeno. Ne. In če ste prej omenila recimo opus Homo sacer, en izmed najboljših poznavalcev Agambena, tudi prevajalec Adam Kocko, ne, nekje pravi, da je pač v teh kontaktih, osebnih kontaktih z Agambenom, ga dostikrat spraševal, kako zdaj ta celoten opus poteka, ne, ki je nekoliko drugačen od tistega, kar je prej nastajalo, ki v bistvu je težko zdaj slediti. Ne. Homo sacer, recimo projekt, sicer res da izide 1:1 najprej, ampak potem pa naenkrat izide 3, vejica 1 in tako naprej. Skratka, se ne sledi časovno in tukaj nas čakajo določene presenečenja. Ne. Podobno je pa tudi v tem zborniku. Ne. Umanjka pač spis o Melvillovem pisarju Bartlebiju, kjer je govora pač o kontingenci. Mislim, da se bo kasneje tudi še k temu lahko povrnili, lahko izpostavlja, zakaj je ta spis na nek način tudi ključen. Ampak ta spis o pisarju Bartlebiju Agambenov je že šel pred leti prevod v Problemih. Ja, res je. Leta 2004 tako da v slovenščini ga imamo. Je bila neka posebna številka revije Problemi, Bartleby oziroma raje bi, da ne. I would prefer not to. Ta znana Bartlebijeva teza, s katero se je tudi Agamben ukvarjal. Zakaj pa knjiga Moč misli najprej šla v francoščini in angleščini in šele kasneje v Agambenovem maternem jeziku, se pravi v italijanščini? Ja, to je neko vprašanje za $1 milijon. Mislim, da pač Kocko je tudi tukaj spraševal Agambena, zakaj je ene stvari prej izdal, pa kasneje druge in tako naprej. To je pač enostavno je avtorjeva pravica, njegov materni jezik je italijanščina in dostikrat recimo zadeve izidejo prej v francoščini kot v italijanščini in tako naprej. Mislim, da zdaj letos je izdal Agamben 2 knjigi v italijanščini kot prvi. Ne? To je, se mi zdi, redko se to dogaja. No. Omenjate Agambena kot velikega in izjemnega erudita. Omenimo recimo, da je razmišljal pod vplivom Heideggera, čigar seminarje je poslušal, da je razmišljal pod vplivom cele linije francoskih mislecev, pa Hannah Arendt kasneje, pa Karla Schmidta. Kako izviren mislec je Agamben dejansko? Jaz mislim, da je zelo izviren mislec. Nekateri interpreti so predlagali formulo Heidegger plus Benjamin. Ne? Skratka, gre za 2 misleca, ki nikakor jih ne moreš kar tako skupaj postaviti. Zdaj, iskati neke vplive Heideggera pri Agambenu je zelo težko, je pa ta zbornik dragocen tudi zaradi tega, ker obstajata tukaj 2 teksta Agambenova o Heideggeru. Eden je o domnevnem umanjkanju teorije ljubezni pri Heideggeru. Ne. Tukaj pač enostavno, če malo še rumenih novic povemo, saj to je najbrž splošno znano. No. V času nastajanja svojega najbolj znanega dela je pač Heidegger imel ljubezensko afero s Hannah Arendt, eno izmed svojih učenk, kasneje izjemno vplivno filozofinjo in teoretičarko politike in Agamben kot nekdo od znotraj pač poskuša pokazati, kako je
skozi teorijo faktičnosti in tako naprej, tudi teorija ljubezni pri Heideggeru prisotna. Ne. Sprav, pri Heideggeru na nek način ne začenjamo z mislijo, ampak začenjamo z nekim razpoloženjem, z neko štimungo. Pred tem je pa za Heideggera že prisotna sovraštvo in ljubezen. Ne. Drugo, kjer pa je pač posegel Agamben v Heideggeru, je pa ta precej razvpita teorija oziroma precej razvpita afera, ki jo je imel Heidegger z nacionalsocializmom, ne, skratka rektorat, govori in tako naprej. In pred parimi leti so prišli ven tudi še tako imenovani črni zvezki, Schwarze Hefte, ne, kjer je prišlo v spredje tudi neko to privatno Heideggerjevo, bom rekel, stališče, ne, do Židov, ki ni ravno laskavo. Ne. In v eni izmed teh tekstov omenja tudi Agamben nek fragment, ki je kasneje šel izpod peresa Hannah Arendt, ne, ki ima naslov Heidegger lisjak. Ne. Skratka, nekdo, ki se zaplete v lastno past, ki jo plete drugim. No. Skratka, tukaj treba tudi omeniti Kafkovo zgodbo der Bau, skratka Brlog in tako naprej. Mene je recimo precej zanimalo to besedilo Moč misli, ki je objavljeno v razdelku Zmožnost. Agamben začne takole: če sem se odločil, da vam bom tu in danes govoril o pojmu moči, je to zato, ker moj namen ni zgolj zgodovinopisni. In konča z naslednjimi besedami: to, kar nas je filozofska tradicija navadila razumeti kot vrhunec misli, je dovršena figura zmožnosti misli. Kaj je zmožnost misli? Ja, jaz mislim, da je to centralna kategorija tudi tega zbornika in da je to na nek način tudi centralna kategorija Agambenove filozofije. Ne. Zdaj, če rečemo moč misli, si tako spontano predstavljamo, da pravzaprav tukaj gre za neko hvalnico mišljenja in tako naprej. Ne gre za to. Gre za pač kategorijo dinamis, ne, skratka gre za to, Aristotelovo kategorijo, ne, in tukaj pač Agamben, kot je pač navada, sprevrne običajna razumevanja. Eno izmed običajnih razumevanj je pač v tem, da je aktualnost dejansko spred možnostjo za Aristotela. Ne. Tukaj se pa pojavil en problem. Ne. Se pravi, če sem jaz citrar ali pa kitarist, ne, in s tem, ko igram na citri ali pa kitaro, pač udejanjam to svojo zmožnost, ali pa če sem arhitekt ali pa gradbenik, ne, kaj se zgodi, ko ne udejanjam te svoje zmožnosti. Ne. In tukaj je pač enostavno Agambenova, bom rekel, teza v tem, da tudi takrat, ko na nek način bi izčrpali to svojo zmožnost, ta ostaja. A ne? Kaj pravzaprav to pomeni? To pravzaprav glede samega mišljenja, ne, pomeni to, da mišljenje ostaja kot nekakšen ostanek, in tukaj gre za eno temo, ki se je Agamben loteval. Upozoril bi samo na ostanek in priča, recimo njegovo delo, tudi v drugih delih. In mislim, da gre za nek zelo daljnosežen uvid. Ne. Se pravi, če je zmožnost tudi v tem, da je zmožnost ne, da je zmožnost negacije, ne, to pač pomeni, da enostavno nismo zvedljivi na tisto, kar je v tem trenutku možno. No. In to je tudi povezano recimo daljnosežno z Benjaminom, z njegovim pojmovanjem mesijanstva, odrešitve in tako naprej. Z Walterjem Benjaminom. Tako, in s pisarjem Bartlebyjem. Skratka, s tem, da pač enostavno si zmožen reči ne. Ne. Se pravi, da se z možnostjo kreacije ali pa upora. Ne. Vi sicer ugotavljate, zelo zanimivo, da gre pri Agambenovem stilu pisanja za nekakšno miselno intervencijo, priostrena stališča v obliki tez. Bi lahko rekli, da Agamben s svojim pisanjem izziva? Seveda, ne. Agamben je nekdo, ki se zaveda, kaj pomeni provokacija. Provokacija pomeni, da pravzaprav pozovemo recimo oblast ali pa koga, da se pokaže, a ne, da se izkaže, da se manifestira. A ne. Ampak v bistvu tisto, kar je pri Agambenu tako zelo pomembno, je tudi, da vztraja pri sami kontingenci. No? Skratka, pri kategoriji kontingence,
naključnosti. In tukaj je pač to je še ta tretja plat njegovega poudarjanja zmožnosti. Neka zmožnost se tudi lahko ne udejani, lahko ne pride do nečesa, kar ima zelo daljnosežne konsekvence za razumevanje tega, kam gremo na nek način, ne? Nobene nujnosti ni. Ne? Nobene nujnosti ni tudi, da delujemo tako, kot delujemo, ali pa da ne delujemo. Ne? In to ima tudi neko konsekvenco za samo razumevanje tega, kaj je človek na nek način. Ne? Če govorimo o moči misli, ne, bi spontano na nek način predpostavljali, ne, da je, in to je tudi pri Aristotelu določena mesta, ne, da je smisel človekovega življenja to, da udejanjuje vse svoje potenciale. Najvišji potencial je pa to, da je pač filozof. Ne. Skratka, mislim, da Agamben s takšnim pojmovanjem pač te zmožnosti pokaže, da ni nobene nujnosti, no, da je blagostanje ali pa sreča ali pa blaženost samo v tem, da filozofiramo, ali pa, da smo umetniki, ali pa, da smo kitaristi, ali pa, ne vem, karkoli drugega. No? Mislim, skratka, tukaj odpre na nek način možnost za drugačno delovanje. No? V bistvu morda samo pokaže, česa je zmožno mišljenje. Pokaže, česa je zmožno mišljenje, in to pa na nek način ima konsekvenco. Tudi zmožno je mišljenje, je zmožno biti nemišljenje. No, to, ja. In tudi če se prepustimo nemišljenju, neumnosti ali pa čemrkoli, to ne pomeni, da spet ne moremo začeti misliti. Ne? Ker če bi veljala pač ta interpretacija, da dejansko si izčrpa možnosti, potem mišljenja ne bi več moglo biti, bi se izčrpalo, bi ga ne bilo več. Omeniva še to, Agamben se loteva zelo, zelo različnih topik in odzval se je nedavno tudi na pojav novega koronavirusa in pandemijo. Zakaj gre? Ja, tukaj je bil Agamben zelo provokativen in radikalen, tako kot vedno, in je pač marca 2020, ne, recimo, s svojimi posegi v vodilnih italijanskih časopisih zanikal, da bi pač koronavirus bil kaj drugega kot virus gripe, da tukaj ne gre za nič radikalno novega in tako naprej. Ampak mislim, da tukaj bi morali zadeve majčkeno obrniti. No. Nek avtor enostavno ni več gospodar svojih lastnih tez. In če gremo zdaj pogledati, kaj je Agambena pravzaprav v teh zadnjih letih zanimalo od tega političnega obrata, če lahko tako rečeva, se pravi to izjemno stanje in tako naprej, obstajajo načini, kako tudi korona krizo misliti s striktnimi agambenovskimi kategorijami. Ne? Skratka, s korono se na nek način odpre prostor za neko izjemno, permanentno izjemno stanje, ne? In seveda vsi upamo, da ga bo na nek način konec. Ne? Je pa vprašanje, kakšne posledice bo to imelo in kakšne posledice ima to za vse ostalo. Mogoče bi bilo treba opozoriti samo na to, da če je Agambena skozi njegov opus vse skozi zanimalo meja, ne? Meja med življenjem in smrtjo, kje se začne, se pravi, kdaj nastopi možganska smrt in tako naprej. Če je dostikrat kritiziral evtanazijo ali pa če je izpostavil koncentracijsko taborišče kot matrico moderne, ne, je nekoliko sam spregledal, ne, da pri koronakrizi gre na nek način za upor ali pa odpor same oblasti, da bi na nek način ponorela, postala arbitrarna. Ne. Kaj smo pravzaprav tekom same pandemije dostikrat slišali? To, da enostavno nočemo preložiti breme na posamezne zdravnike, da bodo v imenu neobstoječih kriterijev odločali, kdo lahko preživi, kdo lahko umre. Skratka, Agamben mu sam na nek način uide, da pravzaprav tisto, kar je sam tematiziral kot problematično, tudi tukaj nastopa kot nekaj problematičnega. Skratka, da se poskuša varovati na nek način ranljive skupine, ne? Da se na nek način poskuša za vsako ceno izogniti temu, da bi določene družbene, socialne skupine, kot so starostniki, izpostavili neki prekuženosti, ker bi to pravzaprav pomenilo, da bi na nek divji, nedružben, nesocialen način pač te ranljive skupine prepustili temu, kar se sicer imenuje evtanazija. No. Skratka, da bi
delovali na ta način. To mislim, da kar precej spregleda. No, ta kontroverzna knjiga, o kateri ste pravkar govorili, ima naslov Where are we now? Ja. Kje smo zdaj? Mi pa še enkrat povabimo gledalce k branju monografije Moč misli. S katero tezo Agambenovo, s katero bodico bi jih morda gledalce vi povabili k branju te monografije? Bodice kar nekaj. Recimo, ena izmed bodic je, da v bistvu se Agamben vpraša, kaj se dogaja takrat, ko govorim, kdo govori. Druga bodica bi bila, kaj zmorem, skratka, kaj se dogaja takrat, ko delujem oziroma ko ne delujem. Tretja bodica bi bila pa to, da pravzaprav na nek način v tem srednjem sklopu, sam Agamben poskuša teoretizirati sam pojem zgodovine. Danes se nam zdijo vse te razprave o koncu zgodovine in vsem tem zelo, že skoraj banalne, ampak v času, ko se je pa te problematike loteval Agamben, je pa prišel do zelo nekih zanimivih uvidov, skratka, kako misli, tudi sam pojem zgodovine, nujnosti zgodovine, spremembe in tako naprej. Skratka, topik je veliko, vabljeni k branju. Peter Klepec, hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Beletrina v živo.